Starejši diskriminacijo doživljamo ali pa doživljajo praktično na vseh področjih svojega življenja. Pa če začnemo že v času zaposlitve, ko se bliža čas upokojitve, si vedno na nekem stranskem tiru, posebno takrat, ko je vprašanje še potrebnega izobraževanja. Ne glede na to, poslušamo vsak dan o vseživljenjskem učenju. Na drugi strani se z diskriminacijo srečujemo tudi v zdravstvu, ko je v bistvu ne tako redko kdaj rečeno, ja, vaš EMŠO je tudi razlog za vašo bolezen. To je na zdravju. Na socialnem področju, mislim, se srečujemo z diskriminacijo tako pri dosegljivosti, kot možnosti doseganja vseh socialno-varstvenih pravic, ki jih že zakon predpisuje, pa vendar vsi starejši do njih ne pridemo enako. Je odvisno od tega, kje živiš, a so dosegljivi institucionalne oblike skrbi za starejše ali ne. Tako da srečujemo se z diskriminacijo resnično praktično na vseh poljih. Še najbolj je prisotna pa v odnosih v medgeneracijskem sodelovanju in povezovanju, kjer bi bilo potrebno o diskriminaciji in o stereotipih o starejših mnogo več govoriti in tudi poudarjati, da se s 65 leti ne neha življenje.